Prebrani odlomek je zrezek precej daljšega prispevka za znanstveno konferenco o kozmičnem anarhizmu v umetnosti z naslovom Nekozmični anarhizem podrealizma. Iztrgani širše razprave bo zato rudimentaren in osredotočen na poročilo o delovanju neformalne skupine angažiranih subverzivcev iz druge polovice 70. let, ki so pod različnimi opredelitvami in oznakami ali pa tudi povsem brez njih javni prostor odpirali za delovanje na različnih področjih socialnega in umetniškega aktivizma. Zato te grupacije ni mogoče enotno prepoznati pod enim samim imenom, ampak zgolj po številnih izvedenih projektih. Začnimo s prispevkom sekcije za konceptualizacijo, tako imenovane kverakstizmetične sekcije opravljenih akcij. Poleg poudarka na odpiranju avtonomnih prostorov, svobodnega javnega delovanja za vse zainteresirane, smo s konceptualizacijo tako imenovane podrealistične naravnanosti svojega delovanja povsem avtonomno razdelali pojem političnega nezavednega. Ne da bi poznali podobne razmišljanja, na primer Walterja Benjamina ali pa Luisa Althusserja in drugih. In sicer v dveh aspektih. Prvi je politično nezavedno razumeval kot nevidno, iz racionalne sfere izbrisano, univerzalno družbeno politično ideološko tkivo, ki je na nezavednem nivoju zaznamovalo in pogojevalo vsakega posameznika, ne da bi se tega sploh zavedal. Odločitve, za katere naj bi posameznik menil, da so plod njegovih premislekov, so bile po tem pojmovanju samo refleks globoko potlačene družbene ideološke strukture, ki je že vnaprej pogojevala vse pogosto povsem nerazumljive poteze posameznika. Tezo je na kverakstizmetičnem kolokviju v Škucu javno predstavila gostujoča profesor dr. Jelka Totenbrenner iz Frankfurta, ki pa je po uvodni predstavitvi na žalost načrtno bil onemogočen zaradi terorističnega napada svojega kolega, profesorja dr. Roalda Zambrija in kaosa zaradi požara, ki je sledil. Kljub temu je profesorici uspelo podati nekaj osnovnih iztočnic. Kot na primer, za nezavedno učinkovanje globoke strukture na posameznike je navedla pojav, da volivci, ki se v svojem razumnem razmišljanju pred volitvami povsem jasno opredelijo za določenega kandidata, nezavedno na volilnem lističu obkrožijo ime kandidata, ki je po njihovem političnem prepričanju povsem nasproten. Rekli bi, da gre za tihi učinek določene politične kampanje, zelo podobne reklamiranju potrošniške robe, ki pod vsemi in mimo vseh razumnih sodb v sferi nezavednega v resnici odloča o volji posameznega volivca. Po drugi strani, in v tem je udarno jedro razumevanja političnega nezavednega učinkovanja kolektivnega delovanja omenjene grupacije, smo politično nezavedno prakticirali kot kanal, se pravi, kot neposredni družbeno-politični medij, ki je omogočal naše delovanje izmakniti neposrednemu pregonu takratnega družbenega in političnega establishmenta, saj ga ni mogel prepoznati kot družbeno-anarhistično in subverzivno razgrajevanje sistemskih temeljev, na katerih so temeljili takratni ideološki in upravni aparati države, vključno z umetnostnimi, se pravi tistega, kar je Rancière označil kot policijo. Prav tako pa je bilo nedosegljivo razumnim opredelitvam etabliranih strokovno-teoretičnih krogov, ker je bilo iz njihovega zornega kota dogajanje zgolj neko kaotično, neurejeno, razpršeno, svobodno, neidentificirano, kolektivno umetniško delovanje brez vnaprej prepoznavne programske zasnove ali identificiranih izvajalcev dogajanja, za katerega se niso mogli odločiti, ali je legitimno, nevarno ali škodljivo. V tem primeru politično nezavedno ni delovalo kot sistem za nevidno pasivizacijo posameznika, ampak kot način aktivističnega, načrtnega aktivističnega kontraudarca in družbenega razgrajevanja s trajnimi učinki, ki jih lahko še danes prepoznavamo
v njihovi nevidni zasnovi in izpeljavi številnih gibanj, dogodkov in akterjev pri nas pozneje, ki se tega niti ne zavedajo ali pa tega nočejo priznati. V tem je udarni anarhični prispevek podrealizma, industrijskega roka in roka opoziciji, pocestnega gledališča, političnega angažmaja, teoretično in literarno kritičnega konceptualiziranja in vseh drugih dogodkov in akcij, ki jih v nadaljevanju naštevamo. Med drugimi so ti vplivi deloma vgrajeni tudi v določeno družbeno in politično naravnanost Radia Študent, zaradi katere ima še danes dobro znane težave. Tega ne govorim, ker bi se rad hvalisal, ampak zato, ker so anarhoidne ponikalnice na Radiu Študent gotovo povezane z našim takratnim delovanjem na Radiu Študent. Recimo, to gre za vpliv Iztoka Sakside, Edvina Štefančiča, moje malenkosti in še koga. Neposredni in vidni učinek podrealističnega anarhizma je mogoče zaznati tudi v dejstvu, da je podrealistični manifest 30 let pozneje, leta 2010, znova in prvič vzniknil iz podtalja in pozabe v art performansu branje podrealističnega manifesta v okviru projekta 9+9 v Mednarodnem grafičnem likovnem centru izvrstne konceptualistke Alenke Pirman. Torej, dokaz, da podrealizem ni samo preživel, ampak še vedno zelo intenzivno trigira tudi sodobno, subverzivno in art pluralistično sceno. Tu se odpira tudi vprašanje o učinkih kozmičnega nezavednega, ampak to sem razdelil v nekem svojem drugem prispevku brez predmetnosti, zato bom to preskočil. Brezimnost kolektivne akcije, ki je bila ena od načrtnih odlik našega delovanja takrat, je že na začetku, še močneje pa vse do danes, botrovala nekakšnemu izbrisu iz kolektivne memorije in odsotnosti zavedanja o tem pojavu, ko se v optiki lokalnih anarhističnih dogodkov oziramo k koreninam sodobnih izrastkov takratnega podmladja. Prav dejstvo, da je tisto dogajanje zelo pičlo ali povsem nedokumentirano in nehistorizirano, govori o učinkovitosti njegove anarhistične narave brez posredovanja zgodovine. Ni dvoma, da je šlo za zavestno zagnano avtonomno cono umetnosti, v narekovaju onkraj umetnosti, če si sposodim izraz pri Hakimu Beju ali Heideggeru. Prav tako ni dvoma, da je šlo za sinhrono dinamiko družbene prakse širšega gibanja na Zahodu, ki ni bila zgolj enkratni izbruh ustvarjalnih sil, ampak uresničitev širokega podtalnega družbenega fluksa, ki ga noben teror in noben totalitarizem ali posredniška demokracija nista uspela in ne moreta zadušiti. Pri tem ne gre samo za umetniške in ustvarjalne sile, ki vedno prebijajo pokrovko nasilnega političnega sistema, ampak za konkretno uresničitev svobodnega polja delovanja za široko in geniozno in svobodno početje, ki si planetarni domet deli ne samo po vplivih, ampak po neposrednem spontanem sodelovanju v svobodni družbeni praksi planetarnega človeka kot družbenega bitja in člana kolektiva enakopravnih in raznorodnih ustvarjalcev in občanov. Od prvega dne smo svojo držo za lastne potrebe nekako počez označili kot konstruktivni anarhizem, ne da bi povsem razumeli, kaj vse to obsega. Izraz sam kaže na našo takratno naivnost, biti pozitivno destruktiven, preobraziti sistem, zavreči buržoazno tradicijo, razgraditi dominantno in globoko segajočo strukturo oblastne hierarhije in nadzorovanega posredovanja uveljavitve našega početja, ki je izstopalo iz konvencionalnih in oblastnih razmerij. Namesto tradicije, evolucija, namesto tradicionalne veščine, razigrani diletantizem. Za svoj smoter in delovanje smo si zadali odpiranje prostorov svobodnega dela in ustvarjanja zmožnosti za vse, ki so bili pripravljeni sodelovati. Ne glede na obvladovanje obrtnih in strokovnih znanj, jasno smo se uprli v oblastni strukturi družbe in umetnosti. Z besedami Davida Greberja smo takole razmišljali. Revolucionarna akcija je katerakoli kolektivna akcija, ki zavrača določeno obliko oblasti ali dominacije, ne samo na nivoju države, ampak tudi v institucijah umetnosti
ali revolucionarnih gibanjih in se torej konfrontira z njo, ter ji pri tem ne sledi, ter pri tem in v tej luči na novo vzpostavlja družbena razmerja, celo znotraj ustvarjalnega kolektiva. Ne da bi pri tem posegli po fizičnem nasilju. Ni bilo treba. Med nami ni bilo hierarhičnih razlik, vsem smo bili enakopravni, solidarni, čeprav različni. Nihče ni izstopil kot boljši, pomembnejši, upravičenejši, pametnejši ali celo kot glava gibanja. Tudi se javno nismo identificirali kot enovita skupina, kot prepoznavna grupa. Naše družbeno delo ni bilo usmerjeno v propagandne svrhe naše prepoznavnosti in konvencionalnega, kanoniziranega uveljavljanja sebe, ampak v brezimno družbeno delovanje brez jedra, ki bi sestavljalo kakšen anonimen prezidij. Akcija je bila pred subjektom, črna luknja pred učinki gravitacije. Pri svojem delu smo se samozavestno izmikali kakršnikoli institucionalizaciji in arhiviranju ter delovali proti ali izven vseh inštitucij, celo tistih, ki so simpatizirale z nami in jih doživljali kot obliko družbenega nadzora in zaviranja. Se pravi, kot red, ki v osnovi onemogoča svobodno, avtonomno uresničevanje. Svoje delovanje smo razumeli kot odprt in nedoločen avtonomen prostor, v katerem je bilo mogoče uresničevati svoje umetniške ambicije mimo kriterijev in pogojev polja ustvarjanja, se pravi delovanje, pri katerem je na dan privrela možnost celovitega, potlačenega in vsestranskega ustvarjalnega življenja in izživljanja tako posameznih akterjev kot skupinskih dogodkov. Vse smo namenoma počeli narobe, na način, kot se tega ne počne. Ne amatersko, ljubiteljsko, ampak resno zavzeto, mimo utečenih in pričakovanih pravil. Predvsem pa smo razgrajevali in zavračali umetnost kot način in prostor družbenega uveljavljanja. Dograjevali smo jo tudi v vzdorih z drugih področij, vključevali tehniko in znanost, pogosta, namenoma napačno. Za električne instalacije je veljalo, treba je povzročiti kratek stik, falsificirati medijske trike. V književnosti se je rodilo podrealistično gibanje, s pomočjo sodobnih strojev za fotokopiranje smo neposredno, brez uredniških zavlečevanj in popravkov, izdajali svoje knjige brez posrednikov, namenoma smo puščali lekturo in šlamparijo smo uvedli kot ustvarjalno svobodo. Recimo, to je založba Jupna in edicija Pest. Na področju glasbe smo sproducirali kontrarok, glasbo benda, ki je zavestno rušil rokovsko strukturo. Rock in opposition, tako je poimenovan, še preden se je pod tem nazivom pojavil v svetu in razgrajeval prevladujoče, utečene, kapitalistične glasbene kode, polomil ritme, ukinil ali zgrešil akorde, vpeljal motnje označevalcev, zvočne piske, neoglašene kitare, rušenje tržne ambicije oziroma na profit ali uspeh usmerjene produkcije, posegli smo tudi na druga področja zvočnosti, zvok smo ojačevali s starimi radijskimi sprejemniki, bili smo pionirji industrijskega in urbanega cviljenja in hrupa, v glasbo smo uvajali naravne zvoke, recimo hidrogizma, šum dežnih kapljic, izdelovali avtonomne glasbene stroje, tako imenovane waferje. Na področju gledališke produkcije smo iz zaprtih prostorov stopili na ulice s posestnim gledališčem in nenadnimi, nenajavljenimi inscenacijami na najbolj nepričakovanih mestih. Recimo, smo se rjuha, imenovana Triglav, plazanje pred kozorcem ali med filmom v kinu Union. Ali s trapastimi performanci v množici povzročali nesmiselni kaos, likovno smo začeli intenzivno vdirati v javni prostor, z najbolj motečimi barvami smo poslikali ograje in ulice, recimo poslikava Čopove ulice. Izvajali smo različne performanse, ki so motile rutino vsakdanje javnega življenja in ga opozarjali na potlačeno in odrinjeno nevsakdanjo vsakdanjost v njihovem potalju. Recimo, prenašali smo ogromne škatle
ali 100-metrsko lojtro po Titovi cesti med prometno špico. Norčevali smo se iz tribune, radikalcev, študentskih teoretikov, panka in alternative. Vmešavali smo se in spodnašali uradne družbene proteste in demonstracije ter jih speljali od organiziranega nadzora v prostore, kamor nam policija in redarstvo nista mogla slediti, naprimer s Titove ceste pod Arkade in v Stranske ulice. Minirali smo lažno subverzivnost, razkrinkravali psevdoprogresivno emancipiranost ali ponarejeno revolucionarnost. Vrhunec tega je vsekakor bila zasedba Filozofske fakultete v Ljubljani, ki smo jo izvali mimo načrtovane demonstracije in prvo noč okupacije na grozo študentskih vodij tudi izpeljali. To, kar se je zgodilo pozneje, ni bilo več v naših rokah, vmešale so se družbene organizacije, ZSMS, študentska organizacija in UDBA, zato smo pobrali šila in kopita in jih prepustili njihovim destruktivnim organom, dolini totalke in drugi pijanski dogodki. V času nekdanje socialistične družbene ureditve smo brez družbenih, političnih ali socialnih konfliktov kljub vsemu uspeli najti in odpreti avtonomne prostore svobode. Ti so imeli močan vpliv na vse, kar se je razvilo in dogajalo pozneje, samo da zaradi svoje zavestne odločitve o brezimnosti avtonomnih prostorov svobode in načrtnemu onemogočenju identifikacije in uveljavljanja nismo v polpretekli uradni zgodovini tovrstnega delovanja, v analizah, pričevanjih, umetnostnih refleksijah in zabeležkih ter arhivih polpreteklosti nikoli pustili nobene identificirane, dokumentirane ali uradne sledi, z izjemo arhivov na UDBI. Generacije, ki so se izučile pri nas in od nas privzele celo kopico idej, od kolektivizma, neinstitucionalne subverzivnosti, spontanega vdiranja v neinstitucionalizirane prostore vsakdanjosti, privzemanja lažnih videzov in potvorenih form, individualne brezimnosti in norčevanja iz institucionalizirane avantgarde ali progresivne umetnosti, lažnega pankovstva in tako dalje, so to pozneje izkoristile za svoje uveljavljanje, pri čemer so zamolčale vire, izkušnje, pomen in angažiranost svobodnih con ustvarjanja, v katerih so se formirali, v katerih smo jih spodbudili in priskrbeli vsebinske temelje in pogum za njihov nadaljnji pohod v inštitucije ter posledično tudi vsebino manifestov, ko so deklarirali svoj vstop v inštitucije ter prevzem privilegiranih aparatov in subvencioniranje strani države. Širša javnost ni nikoli izvedela, kdo je odprl te prostore. Uradna recepcija tega delovanja nikoli ni zaznala in zabeležila. Tu pa tam je kaj pricurljalo iz pripovedovanja udeležencev, to je pa tudi vse. Morda kot govorica o kakšnem nezašlišenem škandalu ali ekscesu, ki ga večina participantov niti ni resno dojela. Iz načrtno razpuščenega gibanja so zrasle posamezne, bolj strukturirane grupe in gibanja, ki so, kot rečeno, bodi si namenoma zamolčali svoj izvor, bodi se ga nikoli niso niti zavedali. Že od začetka smo to predvideli in zato sprožili podtalne politične in socialne stroje družbenega nezavednega, ki jih družba ni znala detektirati in ustaviti s klasičnimi orodji nadzora, refleksije in recepcije. Tako uradna oblast, kot etablirani gospodarji alternativnih umetnostnih produkcij so obviseli v zraku brez orodij prepoznavanja in jih na koncu celo presenetljivo navdušeni, sicer oprezno dopustili. Recimo Moderna galerija, Opera, Dubrovniške letne igre, Zabreški bienale neoklasične glasbe, študentski kulturni centri v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, pomladni festivali in tako dalje. Izstopati iz otečenih teritorijev družbenega delovanja. V ospredju je bilo razvijanje celovitih človeških in življenjskih potencialov in nekonvencionalnih strategij na vseh področjih. Svet smo prepotovali tako, da smo štopali, ne pa kupovali karte.
Ustanovili smo več komun po odročnih krajih, izmikali smo se oblastnemu nadzoru in etabliranim conam privilegija, akomodacije in fluktuacije. Ilegalno smo prečkali meje, se mednarodno povezovali s podobnimi izstopajočimi gibanji in grupami, živeli po skvotih, se preživljali brez denarja iz dneva v dan. Na kratko, izogibali in izmaknili smo se vsem oblikam posredovanega družbenega aparata, bili smo konstruktivni anarhisti, ki so se gibali po družbenih razpokah in mejah, se vseljevali v prazne ali izpraznjene prostore, krožili po vrzelih in zavrženih nišah, formalno nikoli identificirani v enovite kroge. Našo prazno identiteto oziroma njeno odsotnost so vzpostavljali dogodki, rezultati in prostori, v katerih smo se znašli. Nikoli jih nismo podrejali od zunaj vsiljevanim projektom zaradi zunanjih koristi ali pričakovanim razlagam sprejemljivosti. Za konec se seveda postavlja povsem neumestno vprašanje. Kdo ste to bili mi? Da, to je to vprašanje. Kdo smo bili mi? Fertig, Lojzka.